Ni ga župana v Sloveniji ali na svetu, ki se ne bi takšne prestižne nagrade veselil, kot se danes skupaj z podžupani in prebivalci mesta veselim sam. To je veliko priznanje za mesto, za ljudi, ki delajo v mestu, in to je tudi veliko priznanje za Slovenijo. Da nas nekdo na svetu, mesto ima malo več kot 100 000 prebivalcev, prepozna, vidi, opazi in da nas nekdo doda tako mesto, kot je Šanghaj, kot je Ottawa, kot je Dubaj, Dublin, potem lahko rečem, da smo lahko ponosni na to. Sama pa bi začela morda s tem, da sem kot soudeleženka prevzema nagrade v Denverju bila na nek način zares ganjena, ko sem videla, kako so se začeli drugi ljudje veseliti te nagrade. Sami v Mariboru pa vse te naše projekte nekako spremljamo tako vsakodnevno. Morda res zato, ker jih je toliko, ampak to je toliko bolj pomembno, da jih moramo zato ceniti. To nagrado je prejelo na svetu letos 10 mest. To pomeni vsakega kontinenta 2 mesti. In še tu grejo kategorije za mesta do 500 000 prebivalcev in pod 500 000 prebivalcev. Se pravi, da smo edino mesto v Evropi, ki smo to nagrado prejeli. Zahvaljujem se še enkrat seveda gospodu Rukavini, saj je on nekako pripeljal te stvari tako daleč, in pa naša 2 projekta, EPK in Prestolnica mladih. Sama sem zares vesela, da sem sodelovala pri prevzemu nagrade z gospodom Verličem, in pa upam, da bodo tudi zagotovo, verjamem, občani zadovoljni. Dovolite mi, da tudi jaz izrazim veselje in zadovoljstvo, da je Maribor v tako hudi konkurenci bil prepoznan kot mesto, ki si svojim dosedanjim delom, posebej pa uspehi v letu 2012 zasluži to prestižno nagrado. Tisto, kar me veseli, je, da nas tujci opazijo, da tujci znajo ceniti dosežke na področju turizma, promocije, festivalov, prireditev. Manj to zgleda znamo ceniti sami, velikokrat v Mariboru, in mogoče se niti Slovenija ne zaveda, da je Maribor pomemben del sicer male države, toliko bolj pomemben del s svojimi uspehi, ki jih dosega.